Četrtek 12. marca 2015 v zgodnjih večernih urah je potekala predstavitev romana o znameniti spiritualistki iz Konjic Adelmi von Vaj. V okviru organizacije Splošne knjižnice Slovenske Konjice so povabili še gosta, magistro in poznavalko zgodovine lokalno in širše Aleksandro Boldin in Jana Ciglenečkija. Jan je filozof, organizator mednarodnega simpozija o Adelmi von Vaj in tudi prevajalec njenega temeljnega dela Duh, sila, snov v slovenščino. Pogovor je povezoval urednik Nino Flisar. Domačinka Andreja Obrul je svojim čudovitim vokalom ob klavirski spremljavi Vesne Govedič poskrbela za prijetno spremljevalno vzdušje ob literarnem dogodku. Leta 1870 je na Dunaju izšla knjiga z naslovom Duh, sila, snov, ki jo je napisala takrat 29-letna baronica Adelma von Vaj iz Slovenskih Konjic. Knjigo naj bi pisala s pomočjo medialne metode. Baronica je pisala neodvisno od njenega zavednega vpliva in svobodne volje. Razprodana je bila takoj po izidu in je kmalu postala priljubljeno čtivo v teozofskih, ezoteričnih in spiritualnih krogih. Govora je o avstrijski teozofini, spiritistki in okultistki, baronici Adelmi von Vaj, ki je velik del svojega življenja preživela na dvorcu Baron Vaj v današnjih Slovenskih Konjicah. Čeprav je bila v svojem času znana kot začetnica spiritizma v tem delu Evrope, čudežna zdravilka, h kateri so hodili pacienti živeči širom po monarhiji pa tudi od drugod, in se je o njej, vsaj v določenih krogih, govorilo širom po svetu, pa nam je njeno ime dandanes neprimerno manj znano. Razlogov za to, poleg maloštevilnih podatkov v njenem življenju, je več. Spiritizem, okultizem in medijstvo so v skladu z razvojem tehnologije in izoblikovanjem strogo racionalistične družbe danes nezanimivi. Njeno delo sodobnemu bralcu, vsaj brez primernega predznanja, zveni preveč nenavadno, da bi lahko zares cenil njegovo vsebino, ki nam je v času, ko se v filozofskih logih srečujemo z marsičim drugim kot s teozofi, tudi precej tuja. Tisto, kar daje romanu njegov glas, je predvsem razkol med duševnim in čutnim. Našteti razlogi in iz njih izhajajoča vprašanja so našli mesto tudi v najnovejšem romanu Zdenka Kodriča Nebesa Cadillac, ki v njem odgovarja na nekaj vprašanj. Kdo je Adelma von Vaj? Kdo je bila baronica, štajerska pitija ali samo ženska z imenitnimi in nadnaravnimi lastnostmi? Je baronica zdravilka in humanitarka, graditeljica konjiške bolnišnice? Je žena, prijateljica, raziskovalka človekove psihe? Roman skozi več pripovednih plasti in z več prvoosebnimi pripovedovalci ne govori samo o znameniti in prezrti Konjičanki, marveč z romanesknimi obrobnimi zapisi in zgodovinskimi dejstvi kaže položaj Slovencev med letoma 1870 in 1925, opisuje kraje spodnje štajerske dežele in na dokaj odkrit način opozarja na usodne politične trenutke na prelomu 19. in 20. stoletja. Kdaj si pa ti prvič srečal oziroma si seznanil z likom in delom Adelme von Vaj? Če bi me to vprašanje postavil pred 14 ali pa 3 tedni, se ne bi spomnil. Zdaj pa sem doma razmišljal, kako je pravzaprav nastal ta navdih, ta vzgib za pisanje tega romana, se pa točno spomnil. Bil sem v muzik kafeju na Ptuju, kjer sem srečal Franca Don Ciglenečkega, ki sem ga vprašal, sem rekel, Don, kaj pa ti počneš? Je rekel, z neko matematiko se ukvarjam. Sem rekel, kakva pa je ta matematika? Je rekel, nič ne zastopim, samo pa bom prišel na to matematiko. Jaz pa sem vrtal v njega, sem rekel, daj mi povej, kdo se ukvarja s to matematiko. Rekel, se ni samo matematika, tudi vesolje je. Še bolj zanimivo. Pa sem rekel, kdo pa je to? Rekel, čakaj, daj ti še do konca povem, pa mi potem začel razlagati, da je to neka ezoterična ženska, da je to neka zanimiva dama, da je spiritualistka, da je znanstvenica, da je ne vem kaj. Jaz sem to samo požiral in takrat seveda nisem imel v mislih romana, predvsem kako bi nas to idejo oziroma to, kar mi je on povedal, obelodano v časopisu, v Večeru pa v tedanjem 7D-ju. In ko sem ga vprašal za ime iz strelu, ko izstopa, rekel Adelma von Vaj in jaz sem od Ptuja do doma postanovalo to ime, da mi ne bi ušlo. Seveda takoj planem na računalnik in tam se pojavi
to ime, veliko dokumentov pravzaprav tej ženski. Potem je bila naslednja zveza, je bila do Jana. Jan je povedal, da je v pripravi knjiga in mi je potem poslal celo, se mi zdi, da cela ta knjiga je priromala, ta prevod Duh, sila, snov je priromala do mene. In potem sem imel dovolj snovi, da sem napisal prvi članek, potem sem se povezal še z gospodično No, ko sem srečal še vas, ste mi še vi povedali svojo zgodbo in potem še nastal drugi članek in potem še za 7 dni in je bilo tega nenadoma dovolj. Potem pa je začelo vred, kot kaki mož, je začelo to vred v meni in sem pa rekel, da bi to bil ena dobra snov za roman. Adelma se je pri svojih 20 letih poročila z madžarskim magnatom baronom von Weiem, s katerim je bila v idilični zvezi in preživela polnih 60 let. Zakonca sta najprej živela v mestu na madžarsko-ukrajinski meji, kmalu pa sta se preselila v Slovenske Konjice, tedanjih Gonobic, kjer sta na prevratu kupila graščino, ki je med domačini še danes znana pod imenom Baron Vaj. Roman Zdenka Kodriča Nebesa Kedilek je na prvi pogled zanimiv predvsem zato, ker v svoje središče postavi zgodbo nekoliko pozabljene teozofinje Adelme von Vaj. Vendar s posluhom za njeno dobo bralcu ponudi še nekaj svojega ali bolje njegovega. Naj si gre za stanje družbe na začetku 20. stoletja, pogled v življenje in delo Adelme von Vaj ter njenega kroga ali zgodbo o zapletenih medsebojnih odnosih. Pisatelj in gost tokratne čajanke Zdenko Kodrič se je predstavil svojim romanesknim delom, kjer se je kot v ostalih svojih literarnih delih ukvarjal z zgodovinskimi osebami in dogodki. Mnogim poslušalcem v avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah je podal nekaj zanimivih dejstev iz sveta, ki je od današnjega vsakdana precej različen.